Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Televizija Celje se nahaja v Celju. Celje pa je rokometno mesto. In zadnje čase se zelo veliko govori o rokometu iz takšnih in drugačnih razlogov. Nocoj bomo o rokometu govorili lepe stvari, lepe spomine, kajti gostim gospoda, ki ga je celjska publika, ki je sicer zelo zahtevna, vzela za popolnoma svojega, še danes mu rečemo, naš Branč. Dober večer, Branko Tamše. Dober večer, ja res bi rekel, zelo lepa uvertura, hvala lepa. Hvala. In verjamem in upam, da bo oddaja zanimiva, v kar ne dvomim. Jaz mislim, da imamo kar nekaj zapovedati in najbolje, da kar začnemo. Vsekakor, hvala tudi tebi, da si se odzval. Najprej te bom vprašala, kako je te dni, si se spočil? Ja, res je, po eni strani, kar se tiče, bom rekel, direktno rokometa ob sami klopi, to sem se spočil. Kar pa se tiče rokometa na splošno, pa moram reči, da sem fejst prisoten na svojo željo po raznih dvoranah v Sloveniji, ne samo v Sloveniji, tudi v tujini. In tako sem že dejal, kdor je bral moje intervjuje, zanimajo me mladi igralci v Sloveniji, katere sem mogoče izgubil v teh 3 letih, ko sem služboval na Hrvaškem v Našicah iz radarja. Želim jih videti v živo, jih spremljati. Seveda sem Slovensko ligo spremljal vse skozi, sicer ne fizično prisoten, sedaj pa odkar sem v Velenju oziroma v Sloveniji, pa vsaj 2-3 tekme na teden, razne ekipe, pa ne samo članske ekipe, ampak tudi mlajše selekcije in moram reči, da mi ni nikakor dolg čas. Seveda pa je čas tudi za ostale stvari, predvsem za družino, za našega malega psa in pa za prijatelje. To pa je najbolj dragoceno, kaj ne? To slednje, kar si naštel. Šla bova na začetek, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, kot veste, verjetno sva z Brančom sodelovala v našem klubu, zato ostajava na ti, ker je moja oddaja pristna, iskrena, se tudi midva ne bova pretvarjala in se vikala, kot se sicer ne v življenju. Tako se tudi Branč strinja, tudi Branč ti bom rekla, ne bom rekla gospod Branko. Nisi rojen Celjan, nisi rojen Velenjčan, ampak si Slovengradca. Ne, v bistvu sem rojen v Slovengradcu. Rojen v Slovengradcu. Je pa res, da sem svoje otroštvo, se pravi tudi osnovno šolo, preživel v Šoštanju, sporedno z Velenjem, kajti mama je delala v blagovnici v Šoštanju. Nažalost, 4 dni preden sem se rodil, mi je umrl oče, tako da smo nekako ostali jaz, brat in pa mama, in pa seveda so ostalo sorodstvo in prijatelji, tako da sem veliko oziroma osnovnošolski čas večinoma preživel v Šoštanju. Seveda je bilo veliko interesnih dejavnosti. Kot otrok moram reči, da sem obiskoval glasbeno šolo. Igraš celo 2 inštrumenta. Klavir in bobne, potem to je bil tudi verouk. Bilo je veliko klubov. Jaz moram reči, da sem se kot otrok sprobal v vseh športih z žogo. Moram reči, da sem bil v vseh športih zelo oziroma kar uspešen, ampak na koncu je pretehtalo mogoče tudi moj takratni učitelj za telovadbo, se pravi gospod, ki ga vsi zelo dobro znate in mi je zelo žal, da ga ni več med nami, Miro Požun, ki je bil moj učitelj in on me je nekako, na nek način tudi očetovski lik, ne? On me je nekako, bom rekel, tudi nagovoril, da sem z 9 ali 10 leti začel z rokometom. Takrat je bil še rokometni klub Šoštanj, ki je sicer že deloval v Velenju. Potem se je rokometni klub Šoštanj preimenoval Šaleški rokometni klub Velenje in na to s prihodom generalnega sponzorja v Gorenje Velenje, kar je še dan danes. In bila je kar moja dolga pot v velenjskem klubu, se pravi 25 let sem preživel kot igralec, trener in pa na koncu kot trener v svojem matičnem klubu. Lepi spomini, veliko zanimivih doživetij, lepih zmag, tudi nekaj grenkih porazov, ampak vse to je sestavni del športa in tako sem že prej rekel, mene na otroštvo vežejo samo
oziroma marsikatera lepa reč. Veliko stvari smo ušpičili kot otroci, jaz sem bil zelo... Kakšen otrok si bil? Zelo živ, če bi vprašali moje prijatelje, moje sošolce, sošolke, moje učitelje. Še njih posebej. Da sem verjetno kar precej sivih las naredil, ampak enostavno moja narava je taka, da sem radoveden, radoživ, želim marsikaj doseči, zato pa tudi mislim, da sem že kar nekaj v svojem življenju dosegel. In še enkrat bi se rad nekako vrnil v svoje otroštvo, na fantastične spomine, ki sem jih preživel, oziroma z svojimi prijatelji v Šoštanju. Ostanete živeti v Šoštanju, pa hodiš v Velenje igrati ali se tudi preselite? Ne, mi smo, tako sem že prej rekel, imeli stanovanje, mama je imela stanovanje v Velenju, v Šoštanju smo imeli hišo pri stari mami, starem očetu, tako da sem nekako med tednom večinoma bil v Šoštanju, ampak moram reči, da je moja pot oziroma moj urnik kot otroka je bil zelo, zelo zanimiv. Sedaj, ko pogledam, imam namreč 14-letno hčero, jaz sem že z 8-9 leti 2-3 na dan potoval v Šoštanj Velenje, sam z avtobusom. Vemo sedaj starši, kako in kaj gledamo na otroke oziroma gledajo, tako da si ne predstavljam. Jaz sem recimo že, ni za pohvaliti, ampak z 9-10 leti upravil svoj prvi avtoštop na relaciji Velenje-Šoštanj. Kam si se pa ti peljal na avtoštop? Bilo je treba iti v glasbeno šolo, bilo je treba iti predvsem na trening, ker to je bila najbolj pomembna stvar, če se mene vpraša v otroštvu, se pravi trening. To je bilo sveto. Pač glasbena šola ni bila, vsaj pri meni, ne v moji glavi na prvem mestu, ampak sem vseeno srečen, da sem, bom rekel, tudi glasbeno pismen in pa da sem se priučil za 2 inštrumenta. Nenazadnje sem tudi igral v godbi Napihala Šoštanj, Zarja. Tudi eni fantastični spomini, še zelo mlad, se pravi v 7. razredu osnovne šole sem bil član godbe, tako da nažalost zaradi rokometa, ki sem ga relativno hitro oziroma zelo hitro začel igrati za prvo ekipo, za 17 leti sem moral seveda to dati na stranski tir, ampak sem nedolgo nazaj z dirigentom Šoštanjske Zarje, gospodom Šumečnikom, imel eno sproščeno debato in mu rekel, ko mu pa mogoče imel čas, bi mi še vzeli nazaj, je rekel, z velikim veseljem, se pravi, tudi ta vrata sem si pustil odprta. Radi pa še izpostavim mogoče nekaj iz svojega otroštva, se pravi, zelo rad in pa veliko časa sem preživel v naravi. Bil sem tudi tabornik in to zelo uspešen. Rad se pohvalim, da smo že v bivši Jugoslaviji postali državni prvaki v mnogoboju in pa seveda to potem tudi nadgradili v Sloveniji. In moram reči, da tudi na te stvari sem zelo ponosen. Tudi zelo hitro, v 6. razredu sem že postal vodnik, se pravi, z 12 leti sem že imel 7 let stare otroke oziroma 6, kar je zopet nepojemljivo v tem času. In to so vse stvari, ko človek potem razmisli, to so bile vse neke stvari, ki so peljali k temu, da sem jaz že zelo hitro začutil, da bi morda po končani karieri bil trener in vse to se je lepo speljalo ob tem, da je bilo res veliko lepih stvari, predvsem pa so bila najlepša taborjenja v Ribnem pri Bledu, poleti in pa v Savudriji. To je rod Pusti grad Šoštanj imel 2 fantastična lepa tabora in tam je bilo en kup doživeti, ki se jih ne da več doživeti. Omenil si brata, tudi ga poznamo, glasbenik je prav tako kot ti, še kdaj zaigrata skupaj? Ja, v prostem času. Mislim, da smo nazadnje zaigrala skupaj na bobne v Velenju, ko smo se uvrstili v polfinale pokala EHF, to je bilo že dolgo nazaj. Takrat je bil moj soigralec tudi Gora Škof, prišla je njegova pleh banda iz Gorenjske in smo v bližnjem lokalu v Maxu odigrali par, bom rekel, sklad. Tu smo s bratom odigrala, mislim, da zadnjič. Dejan je, vemo vsi, da je profesor glasbe, da je zelo uspešen z stopom vsem ostalim. Tako da smo si nekako razdelila, on je šel v glasbeno pot, jaz sem šel v športno pot. Volk sit in koza cela, vsi v familiji zelo zadovoljni, kajti naša družina je
zelo glasbena, se pravi, moj dedi je bil profesor glasbe, ob tem tudi ravnatelj. Moj pokojni oče je bil profesor glasbe, moj brat je profesor glasbe, moja teta je ravno tako v glasbi, moja sestrična, se pravi po tetini strani, je profesorica glasbe, tako da vsi so v glasbi, samo jaz sem črna ovca ali pa črni raček, ki je šel v šport, ampak jaz moram reči, da vsi glasbeniki so ponosni na športnika v svoji družini. Vsekakor. Mami je morala biti tudi ponosna, glede na to, da je bila sama za vzgojo vaju dveh, da sta bila tako aktivna, pridna, da vaju niso kakšne druge stvari premamile, ampak da sta bila že v bistvu kot otroka iz vsega povedanega zelo odgovorna. Ja, res je, se pravi, popolnoma drži. Sedaj vsi govorimo že kar nekaj časa, treba je otroke dati iz ulic. Mi smo živeli še v tistih časih, da smo bili veliko na ulici oziroma zunaj v naravi, ni bilo interneta, ni bilo teh stvari, ki so za nekaj dobre, ampak za veliko več stvari so slabi, saj v mojih očeh, ampak enostavno brez tega več ne gre, tako da res mama je naredila vse za naju, kar je bilo v njeni moči. Nismo živeli v izobilju, pa tudi pomanjkanja ni bilo, tako da se je trudila maksimalno in vsaj jaz jim tudi danes sem zelo hvaležna, seveda bili so tudi vsi ostali člani družine. Jaz moram reči, da po mamini strani, mama ima kar 8 bratov in 1 sestro, tako da je naša družina zelo, zelo številčna, zelo veliko imam tudi sestričev, ki imajo sedaj že vsi otroke in res je lepo, ko se zberemo in moram reči, da je to kar ena masa ljudi, ki so vsi... Ki te podpirajo, ki so ti ob strani, kadar jih potrebuješ, verjamem. Absolutno, absolutno. Ja, tudi tvoji partnerki so verjetno pristopili na pomoč, glede na tvojo službeno pot, veliko odsotnosti, zadnje čase tudi tujine nekaj, to je poseben, specifičen način življenja, o tem bova še spregovorila. Osnovna šola je bila Biberek, ne? Kaj pa srednja? Takratni center srednjih šol Velenje, srednja strojna šola, to smo naredili. Potem pa nisem blestev, jaz sem se tudi, meni ni sram povedati, jaz sem se tudi spoznal, kaj pomeni imeti popravni izpit v srednji šoli. Tudi to sem uspešno prebrodil. Kaj ti ni šlo, matematika? Ja, ampak moram reči, da sem jo res uspešno prebrodil oziroma uspešno naredil. Je bilo pa zanimivo, recimo po tej srednji šoli, jaz sem še eden od tistih srečnežev, ki smo tudi šli v Slovensko vojsko. In kaj misliš, Dragana, kje sem služil vojsko? Nekje blizu, Ljubljana, Celje? V Celju. V Celju? Se pravi, v Celju, veliko. Kako daleč si bil? Ja, tako blizu, a zelo daleč. Tako blizu, pa tako daleč. Ja, služil sem v minometni četi v Celju. Še ena zelo, zelo zanimiva izkušnja in jaz bi kar rekel, da bi kar pasala vojska, pa čeprav 6-7 mesecev za vse te mlade fante, mogoče tudi dekleta, katere želijo. Kajti kljub temu, da so nam vsi rekli, ki so bili v prejšnji vojski, da smo mi taborniki, ampak tudi pri teh tabornikih je bil nek red določen, se pravi normalno vsa opravila zjutraj. In jaz moram reči, da sem za svojimi takrat 22 leti bil kar eden od starejših vojakov, napram 18-letnikom, ki so prihajali, bom rekel, z mano oziroma služili vojaški rok. In je bila razlika kar velika. Imel sem tudi to smolo, da sem bil smolo. Bil sem pač športnik in sem imel izhode od 5 do 10, zato tudi med vikendi, kadar smo ostali v vojašnici, so moji sovojaki trumno bežali iz vojašnice in bili vse posod od Celja do Štor in tako dalje. Jaz pa nažalost sem mogel biti sam v kasarni. Tu sem zopet bil črna ovca, ki bi rekli, ampak enostavno nisem želel riskirati. Vseeno mi je bil ob služenju obveznega tega vojaškega roka zelo pomemben rokomet in zato sem se nekako žrtvoval. Ko si bil v vojski, se je rokomet ustavil ali? Ne, jaz moram reči, to je bilo leta 2000 in bil sem za pol leta posojen v rokometni klub Gorišnica. To je tudi edini moj...
relativno daleč, ja, tam sem odigral pol leta, kar je bilo zelo, zelo lepo. Bil sem, bom rekel, z soigralcem Tadejem Fricljem iz Velenja, smo se skupaj vozila v Gorišnico. Iz kluba, ki je imel 3 točke, smo gladko ostali v ligi, res ima veliko doprinesla. Spoznal sem en kup novih prijateljev, zelo lepa sredina, majhna sredina, ampak z velikim srcem in moram reči, da sem res našel veliko znancev in pa prijateljev. Tako da lepa izkušnja, kljub temu, da mi najbolj ni dišalo v tistem trenutku, da se moram pač tudi voziti. Ampak vsak zakaj ima svoj za to in to so bile vse ideje takratnega mojega trenerja Mira Požuna, ki je bil tudi, bom rekel, potem v Gorenju dolgo časa moj trener in ni mi žal, da se je to zgodilo iz veliko stvari in pa tudi nazadnje vojsko smo dali skozi. Tako. Da še ostaneva pri igranju, dokler si bil še igralec, si bil znan kot igralec iz sence, ko so te dali v igro, se je vsem stemnilo pred očmi, kajti trpal si gole na polno, pod 10 nisi šel. Ja, velikokrat je bilo res tako, se pravi, jaz sem kar dolgo do svojega srednje šole igral tudi na desnem zunanjem položaju, ampak potem zaradi višine sem bil nekako transferiran na desno krilo. In zelo sem ponosen, v mlajših selekcijah smo osvojili kar nekaj naslovov državnih prvakov, tako za starejše selekcije, kot tudi za svojo generacijo. Vemo, da takrat so bile po 2 generacije skupaj, se pravi parno število. Jaz sem letnik 78, tako da sem igral tudi za 76 in pa tudi za 75 letnike. Sporedno z mlajšimi selekcijami sem igral tudi za Gorenje B. Ena zelo lepa zgodba, takrat je tudi Celje imelo drugo ekipo. Mi smo z Gorenje B, se pravi takrat 15, 16, 17, 18 letniki, prišli celo tako daleč v finale prve B lige, tako da smo v bistvu smo si izborili nastop v prvi ligi, ampak takrat so bile propozicije takšne, da klub ni mogel imeti, se pravi, 2 predstavnika v prvi ligi. Tudi v Celje bi lahko prišlo, mislim, da par let prej in kasneje z 2 ekipama v prvo ligo, ampak enostavno so se na zvezi in pa klubi tako odločili, da 2 ekipi nisi mogel imeti, ampak ena lepa izkušnja, bom rekel, z članskimi igralci takratnimi, ki so vsi po vrsti bili namazani vsemi žavbami. Tudi, bom rekel, ko smo še prej igrali v 3. ligi, ni bilo fajn po zimi vzunaj igrati, iz bunde dobesedno iz klopi na igrišče v kratke rokave, padeš po asfaltu, kar je zopet nepojmljivo v teh trenutkih. Ampak, se pravi, spomini zelo lepi, dobra karijera od moje mladosti. Takrat je bilo lahko v članski ekipi samo 12 igralcev naenkrat, sedaj jih je 16. Konkurenca je bila zelo velika. Jaz sem, tako sem že prej dejal, za svojimi 17 leti dobil svojo prvo priložnost v članski ekipi. Takratni trener Tone Tisel mi je dal to priložnost v Velenju. Kot sem že prej dejal, se pravi, z Gorenjem B smo igrali finale prve B lige. Z srednje šolo smo postali državni prvaki, z kadeti, z pionirji smo bili državni prvaki, z mladinci smo bili državni prvaki, tako da, kar se tega tiče, zelo uspešno, pa tudi, bom rekel, gole sem imel rad, čeprav sem nesebično tudi rad delil podaje soigralcem. Sem bil tudi izvajalec 7 metrovk in še marsikaj, ampak jaz sem kar zadovoljen z svojo kariero, nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše. Tudi z reprezentanco Slovenije, s kadetsko reprezentanco smo osvojili leta 97 v Talinu 5. mesto. To je bila prva kolektivna ekipa mlajših selekcij v Sloveniji, v vseh športih, ki se je vrstila na kakršnokoli prvenstvo. Zato sem še toliko bolj ponosen. To je bila generacija, kjer je bilo 90% ekipe iz Celja, na čelo s Pajevičem, potem je bil tu Šantl, Ivančič, Lesjak, Čudič in par nas Velenčanov in 2 Ljubljančana. To je bila reprezentanca, ki je v kvalifikacijah na Hrvaškem proti igralcem, kot so Balić, Zrnič, Sulić, uspela si izboriti ta nastop in tu bi
pa se rad malo pohvali in rekel, da sem popolnoma upravičeno. Zadnji zadetek proti Hrvaški odločiln sem zabil jaz po podaji Luke Žvižeja in ta zadetek nas je nekako peljal na prvenstvo. Dan predtem pa smo ravno tako proti Belorusiji zmagali za en zadetek, isto tako z zadetkom v zadnji sekundi Aleša Pajeviča, tako da ob vsem znanjem, ki smo ga imeli, nas je tudi sreča pogledala, ampak sreča spremlja hrabre in tako smo kot prvi kolektiv športnih mlajših selekcij odšli na prvenstvo v Italiji. Bravo. Omenila bi še enega igralca, bil si soigralec, prijatelj, Iztok Puc. Ja, Iztok Puc je rokomet začel tam kot jaz, se pravi v Šoštanju. Tudi rodil se je tam in živel, kjer imam jaz vikend, se pravi v Topolšici, odkoder izhaja tudi moja stara mama po očetovi strani. Iztok je vsaj zame eden največjih, če ne največji igralec na svetu. Ne samo v Sloveniji oziroma v bivši Jugoslaviji, res izvenserijski talent, ki je rokomet imel v malem prstu, tudi vse okoli sebe, v Šoštanju, v Borcu, v Zagrebu, v vseh reprezentancah, na Prulah, v Celju je delal boljše in človek, ki je nažalost mnogo prezgodaj odšel. Ostala je velika praznina za takšnim človekom, ki bi vsekakor v kakšni drugi vlogi v tem trenutku tudi marsikaj dal slovenskemu, mogoče tudi kateremu drugemu rokometu. Nenazadnje je tudi eden in verjetno edini igralec, ki je igral za 3 države na olimpijadah različne. Osvajal je medalje, v bistvu je osvojil vse, kar se da osvojiti v rokometu in brezpredmetno je izgubljati besede, predvsem po drugi strani pa tudi človek, tako kot Sešiko. Nažalost, morava reči, ampak naj počiva v miru. Spomin nanj bo večen. Njega in tebe pa je, kot sva že omenila, trenerja, našel, izučil, oblikoval, očetovsko vodil pokojni Miro Požun. Kakšen spomin je nanj? Ja, tako sem že prej dejal, Miro je bil moj prvi učitelj, tako v šoli, takrat smo rekli telovadba. In tudi... Pa tovariš je bil. Pa tovariš, absolutno. In v rokometnem klubu. To je res pedagog, ki človek, če bi ga lahko nekako dal v učbenik, kaj je pedagog, z imenom in priimkom je to Miro Požun. Se pravi, to je človek, ki je imel v sebi nadnaravno moč oziroma energijo, da je vse otroke, ki jih ni bilo malo, pritegnil v šport, v rokomet konkretno, se zaljubili van, ne samo moške, Miro je bil tudi ženski trener nekaj časa. In res je imel to mirnost, to znanje. Nenazadnje upam, da se motim, ampak verjetno bo ostal kar nekaj časa, morda tudi za večno, trener, ki je s Celjem osvojil evropski naslov in to bo zelo, zelo težko ponoviti, vidimo, kam gre vse skupaj, ampak vrniva se k Mirotu. Po drugi strani zelo zabaven trener, človek, redko kdaj se je razjezil. Moram reči, da mu je bilo v isti sapi tudi žal. Če se pa že je razjezil. Ja, zgodile so se stvari, mi mladi igralci, trenirali smo, bili na pripravah v Kranjski Gori. 2 moja soigralca sta prepozno prišla v sobo. Njegov pomočnik, takratni tudi eden od legend velenjskega rokometa, Ivan Vajdl, Django, jih je dobil pri tem. Seveda je on nekako nagovoril Mirota, da jih je s prvim avtobusom zjutraj poslal za Velenje, ampak moram reči, da čez nekaj mesecev je sam rekel, da se mu je srce paralo, ko je moral narediti nekaj takega, ampak kazen mora biti vzgojna, ravnal je popolnoma pravilno. Tako sem pa že dejal, zelo težko ga je bilo razjeziti in vsako slabo stvar je zelo hitro znal oziroma želel obrniti v dobro. In to so res karakteristike, s katerimi se človek rodi in Miro je to imel in jaz velikokrat rečem, da takšni oziroma vsaj približno takšni ljudje manjkajo v Sloveniji za otroke, takšni pedagogi, tako vrhunski pedagogi, trenerji, strokovnjaki, tako enostavni kot ljudje, tako da
res tudi na njega se veliko krat spomnim in mi je Se spomniš? zelo žal, da ga ni več. Tudi pri delu pomisliš kdaj, kako bi... Ja, veliko krat se je zgodilo, ko sem jaz sam, bom rekel, treniral. Jaz sem sporedno z igranjem rokometa tudi treniral mlajše selekcije. Tako sem že prej dejal, šel sem skozi vse selekcije, začel sem z deklicami, kar je zelo zanimivo, mogoče to nihče ne ve. Tudi moja prva misel, ko sem šel v dvorano, je bila: Branko, danes boš videl, a si za to ali nisi, če nisi, če boš katerikoli klik dobil, pusti to, ne delati ničesar na silo, tako tudi sedaj jaz govorim trenerjem, mladim trenerjem, ki začenjajo to pot, da naj ne delajo ničesar na silo oziroma zaradi tiste hranarine oziroma nadomestila, ki ga dobijo. Veliko je nažalost danes takšnih, bom rekel, trenerjev, vsi se borijo za kakšen dodaten evro, ampak v prvi vrsti morajo biti trenerji tam za otroke, jim dati vse svoje znanje, tisti prosti čas, tisto uro in pol oziroma 2 ure, jih predvsem upeljati v rokomet, da se zaljubijo v njega oziroma vse ostale športne panoge, katere trenirajo, in z njimi tudi rasti, se razvijati, vprašati ni nikoli greh. Mi, saj jaz tako razmišljam, se skozi celotno življenje učimo, tako tudi razmišljam. In zelo zanimiva anekdota je bila, treniral sem mladince oziroma kadete, Miro je treniral člane. Velikokrat je prišel pogledati, kaj ti treniral sem tudi njegovega vnuka. In velikokrat je bil prisoten na treningu in zelo zanimiva, popolnoma neškodljiva pot, ampak on se tega sploh ni zavedal. En čas je bil na tribuni, potem čez pol ure je že bil na parketu, čez 45 minut je bil že v moji rami in čez 1 uro je že malce komandiral in diktiral igralce, kar ni bilo nič slabega. In bilo je zelo, zelo zanimivo, tako da sem se parkrat kar je rekel: Miro, evo piščalka, pa kar vi odvodite, bom jaz užival v vašem delu. Je rekel: ne, kar ti dej, Branko, kar ti končaj, vse ti veš kako in kaj, oprosti, me ima zaneslo. Ampak tega sem rekel, takšnih ljudi in pa takšnih trenerjev ni več. Kaj šele, da bi ti trenerji prvih ekip prihajali gledati dečke. Ne bi bil hud, če bi skozi tvoje rame stal, ne? Absolutno. In jaz moram reči, da veliko teh stvari dobrih sem vzel oziroma poskušam vzeti od njega in tudi jaz, predvsem zdaj, ko sem bil v Našicah, imel sem veliko časa, sem bil velikokrat prisoten na treningih mlajših selekcij, seveda povsem neobvezno, gledal, spremljal vse mlajše selekcije, tako tudi zdaj počnem, bom rekel, v Velenju, velikokrat me pot zanese v Rdečo dvorano, malce iz Firpca, da vidim, kako otroci delajo. Vidim pa tudi nekatere trenerje, da jim je malce nelagodno, ampak tako objasnim, da sem v dobre nameri otrok, da gledam, samo nič ne govorim, če pa kdorkoli kaj želi, pa me lahko vedno vpraša za nasvet, če lahko bom z velikim veseljem pomagal, sam pa se ne bom utikoval in naj se ne bojijo, da bom ob njih na igrišču. To samo pomeni, da ti je rokomet v krvi, dejansko, da rokomet živiš, rokomet dihaš, rokomet te drži po konci, poleg ljubezni tvoje družine, ki jo imaš, in prijateljev, je rokomet tisti, ki ti je vse v življenju, ki ti je na nek način dal tudi vse. Ja, res je. Se pravi, jaz lahko samo potrdim, Dragana, to, kar si dejala. Rokomet mi je naredil vse, rokomet me je peljal skozi vse pasti, čeri, dobre stvari v mojem življenju do sedaj. Rokomet mi je dal življenjsko sopotnico, ženo. Tako. Spoznala smo se na rokometnem igrišču. Še danes smo skupaj. Jaz upam, da bo to trajalo večno. Ne nazadnje tudi najina hčera je sedaj v zadnjem letu se nekako popolnoma predala rokometu. Jaz bom zdaj izdal, da sem si nekako potihoma želel, da bi mogoče šla v odbojko ali kakšen drug šport. Manj kontakta, vem kako naporno oziroma kaj vse mora se človek odreči v rokometu, pa nikjer ne piše, da bo uspešen. Tudi sam in tudi moja žena ne gojima nekih prebolanih ambicij, kar se neže tiče. Naj uživa, dokler bo, karkoli bo v redu. Tudi ona je, bom rekel, se udeležila z svojimi mladimi leti plezanje, tenis, ples, konjeništvo, rokomet, se pravi kar nekaj športov razno raznih in to je samo plus. Ravno tako hodi v glasbeno šolo, tako da veliko stičnih točk je med vsemi nami, kar je verjetno normalno.
Tudi visoko je že skoraj tako jaz, tako da bom rekel, da lepo napreduje v vseh pogledih in naj kar tako nadaljuje. Jaz zdaj, ko imam veliko časa, jo spremljam na tekmah. Zdaj mi tudi že reče velikokrat, kdaj boš prišel na trening, da mi boš kaj povedal. Sam, tako sem že prej dejal, se ne bom vtikal, če pa želi kakršnikoli nasvet, ga bo pa vedno dobila. Super. Tudi partnerka oziroma soproga, pred kratkim sta se poročila, imata zelo dolg staž, zato za nazaj čestitam, takrat v tem času se nismo videli. Je rokometna trenerka v Gorenju oziroma Velenju, v vašem klubu, tako da je to en velik plus. Razumeta en drugega, kar se tiče dela. Jaz velikokrat rečem, da če se ne najdeta dve sorodni duši, verjetno je športnikom in pa muzikantom zelo težko. Se pravi, jaz bi bil eno in drugo. Zdaj sem pač športnik in če nimaš sorodne duše, je to nemogoče. Veliko smo od doma, veliko smo po Evropi, veliko po svetu, ne nazadnje, tudi z matičnim klubom, potem s Celjem, pa Zagreb, pa Katar, pa Našice. Tako da, če nimaš na drugi strani istomislečega partnerja, je to verjetno zelo težko oziroma neizvedljivo, še posebej na dolgi rok. Mogoče na neke kratke etape to gre, ampak na dolgi rok vsekakor ne. Sneža je isto tako imela zelo podobno pot kot jaz, se pravi, bila je zelo uspešna rokometašica, potem tudi zelo hitro tudi trenerka. Že kar, bom rekel, celo desetletje je trenerka v ženskem rokometnem klubu, kjer ima tako članice kot mladinke, v moškem rokometu že nekaj časa starejše dečke in razne selekcije. Se pravi, zelo veliko je v dvorani. Ko sem bil še sam trener v Velenju, smo si nekako podajala kljuko Rdeče dvorane. Ko sem jaz zapuščal dvorano, je ona prihajala in obratno. Zelo zanimivo je bilo tudi, ko se je Neža rodila, se pravi, iz treninga, oziroma ona na trening z vozičkom, jaz iz dvorane, z vozičkom, tako da je bilo kar nekaj lepih anekdot, ampak zelo kompatibilna oseba v vseh pogledih. Velikrat mi reče, Branč, kako bi jaz te privošla eno tako žensko, ko bi ti to pa to pa to. Moj odgovor je vedno, jaz take ženske nisem imel in ne bom imel. Zato sem si izbral tebe. Želel bi si tako izbral. Točno tako. Izbral si Snežko, fajn punco, pozdravljam jo preko televizijskih ekranov in naj vama traja res ta vajna ljubezen večno, kot si rekel sam. Tako da, hotel sem še nekaj sam dodati, da je zelo, bom rekel, konstruktivna v debati, rokometni, zelo zastopi rokometno igro, ima veliko dobrih idej in moram reči, da je ena od redkih, katerih jaz kritiko poslušam, oziroma jo sprejemam v določeni meri, oziroma velikokrat so, ker je, tako sem že prej rekel, zelo objektivna, da na stran subjektivno mnenje in jaz moram reči, da velikokrat mislim, da smo zelo dobro odigrali tekmo, pa naletim na trd torek doma. In obratno. Včasih sem slabe volje, rečem, to pa mi ona pove, ne, tole je bilo v redu, tole je bilo v redu. Tako da, tako sem že prej rekel, konstruktivna debata, kritika, tudi jaz njej in ne vsiljujem svojega mnenja, ampak če želi, povem, kako in kaj jaz vidim zadeve v ženskem rokometu. Tako da sem že tudi malo sprifan, kar se tiče ženskega rokometa. Bravo, to je to. To si človek lahko res samo želi. Dotakneva se še tvoje fakultete, potem bova naredila pa čisto kratek premor. Po srednji šoli je bila še že prej vojska ali pozneje? Ne, vojska. Jaz v bistvu potem nisem šel na fakulteto, ampak sem dokončal vse šole, kar se tiče rokometa. In bom rekel, da sem tudi opravil najvišjo šolo do tega trenutka, se pravi Master Coach leta 2018. Tako da, kar se tiče rokometne stroke, se pravi, sem naredil vse, kar se da narediti. Nikoli pa ne reci nikoli, sedaj imam veliko časa, mogoče vpišem kakšno fakulteto in gremo novim dogodivščinam naproti. Točno tako. Tudi pri 80-ih nekateri dokončajo fakultete in spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prihajamo v tisti še pa najzanimivejši del rokometne poti, po kateri našega Branča tudi najbolj poznamo, spoštujemo, je najtrofejnejši trener v naši lepi deželici. Vse to takoj po kratkih oglasih.
Sem že čez 80, pa še zmeraj snemam. Rifle, mi smo. Kaj se dereš, se te slišim? Imam slušni aparat. Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio BM. Spet slišim. Pozdravljeni še enkrat v ženski areni. Spoštovani Branko Tamše, Branč, najtrofejnejši slovenski rokometni trener, Velenjčan, ki ga Celjani, enega kot res redkih, imamo za svojega. Kako ti razmišljaš o tem? Ja, zdaj to je res, bom rekel, ena posebna čast in ena stvar, ki si jo štejem v izjemno čast. Zdaj, ko si ravno napovedala te stvari, jaz moram reči, da ko sem leta 2013 prihajal v Celje, kot takrat, mogoče beseda, sovražni trener iz Seveda. kluba, ki je, Večnega rivala. bom rekel, takrat fejst mešal štrene oziroma krojil sodo celjskega rokometa tistih par let. So bili mešani občutki, tudi v meni, tako tudi na moji prvi tekmi, nikoli ne bom pozabil prve tekme. Kakšni so bili ti občutki? Kako bo, kaj bo, vemo, da celjska publika je zelo zahtevna, je publika, ki pozna rokomet, publika, ki zna ceniti delo, publika, ki spoštuje marsikaj in pa publika, ki zna povedati tudi, kaj je dobro. In tega sem se preklemansko zavedal. Vedel sem, da imam dvojno odgovornost na sebi. Se pravi, prihajam iz Velenja v Celje, v mesto rokometa, kateri klub je naredil vse, se pravi z naslovom evropskega prvaka in pa seveda vse ostale stvari. Če se sedaj spomnimo malce nazaj, nedolgo si gostila legendarnega kapetana, mojega prijatelja Uroša Šerca. Res je? So Celjani tudi takrat bili 5-krat ali 6-krat zapored v polfinalu. To bi sedaj pomenilo Final Four. Marsikaj se pozablja, tako da, mislim, pravi navijači in pa ljudje, ki živimo za rokomet, tega ne bomo nikoli pozabili. Tako da moja prva tekma, pokalna tekma z Izolo v Celju, v Zlatorogu, se je končala tako, da smo zmagali z rekordnim rezultatom. Mislim, da še danes ta rekord stoji. Mislim, da 32 zadetkov razlike. Res so se fantje izstrelili, če se lahko tako rečem. In na koncu tekme je bilo pol Florjanov zadovoljnih, pol jih je še vedno nergalo, kar je meni bilo normalno. Takrat so člani uprave prišli do mene in rekli, da se upravičujejo v imenu navijačev, pa sem jim odgovoril, da je meni to povsem normalno, kajti, če bi že na prvi tekmi pokazali popolno nadušenje, s tem bi, vsaj v mojih očeh, pokazali, da niso imeli respekta do mojega dobrega prijatelja, bivšega trenerja pred mano,
Vladana Matiča in jaz sem bil s tem Je bil tudi dober. zadovoljen. Ja. Tako da s časoma, z dobrim delom, z rezultati je začelo odmevati v dvorani Zlatorog ponavadi po osvojenih naslovih, pokalih, tako da moj priimek oziroma moje ime. Tudi med tekmami v sezoni. In to je, bom rekel, tista satisfakcija, ki pa človeku da lahko reče, si na pravi poti, delaš pošteno, delaš pravilno, nadaljuj tako. In mogoče stvar, ki sem ti jo rekel pred oddajo, se pravi, največ, kar pa si lahko človek želi, pa me je doletelo na eni tekmi v Velenju, ki je odločala o naslovu prvaka, bil sem trener Celja. Odločilna tekma, igra se za prvaka, mi to tekmo dobimo, se pravi rokometni klub Celje, Velenje. Na eni strani Florjani, ki skandirajo moje ime, in na drugi strani Šaleški Graščaki, ki skandirajo moj priimek. Se pravi stvar, ki mi še danes pogreje in so stvari, To je pa nekaj najlepšega, kar lahko trener doživi. ki bojo ostali z mano, se pravi, do konca mojih dni in res lepa. Predvsem potrditev in pa gesta, kajti jaz moram reči, kjerkoli sem, cel jaz se dajem v ta svoj posel. Res dajem vse za klub, za igralce, za gledalce, da čim bolj uživajo in čim večkrat uživajo, da jim lahko priredimo čim več lepih stvari. Seveda zato je potreben in pomemben dober trening, dobro vzgajanje, dobro upeljevanje, dober sistem znotraj sistema, se pravi samega kluba, in moram reči, da kar se tega tiče, je bilo mojih 5 let zelo lepih v klubu Celje. Z zlatimi črkami zapisano, čeprav govoriva o tekmovanjih na državnem nivoju, tisto najžlahtnejše je pokojni gospod Požun dosegal, ti pa si najtrofejnejši, ko sem zapisala, da te bom gostila, je padal en komentar najtrofejnejši po vprašanju, ampak dejansko si, jaz sem zadeve pregledala, ti si že v Velenju dosegal, pozabili so ljudje na pokalna tekmovanja. Super pokalna, pa potem vsi uspehi v Celju in potem tudi v tujini, ampak ostaniva še v Celju. Dragana, zdaj verjetno je dilema tukaj, ti ne smemo in nikoli ne bomo prezrli uspehov, se pravi Mira Požuna, evropski naslov, kar je krona vseh kron, in pa na drugi strani tudi Toneta Tislja, ki je s Krimom 2-krat pokoril Evropo, bil tudi drugi za slovensko reprezentanco. Vse to so stvari, ki se ne smejo nikoli pozabiti in so za velik respekt. Po drugi strani pa je res 22 lovorik v Sloveniji je osvojil Branko Tamše z svojima 2 ekipama, z Gorenjem Velenjem in pa z Celjem Pivovarno Laško. Bilo je 7 naslovov zapored, se pravi 2 z Velenjem, 5 s Celjem. Upam si trditi, da bi to še trajalo s Celjem, ampak naše poti so se leta 2018 razšle, prijateljsko. S Celjem sem osvojil tudi 5 pokalov, 4 super pokale, se pravi samo s Celjem sem osvojil 14 lovorik, z Velenjem 3 naslove in pa 4 super pokale, tako da pridemo potem do tiste številke, ki si jo ti večkrat omenila. In vsak pokal trdo prigaran, pošteno zaslužen, vseh igralcev, ki jih je bilo plejada, tako skozi Gorenje, kot tudi skozi Celje, in ponosen sem na vsakega od njih. Vsak je bil zelo pomemben, pa tudi če je igral sekundo, 5 minut, 60 minut, oziroma bil v določenem trenutku tudi na tribuni, kajti nisem mogel zadovoljiti vseh 16 igralcev, ampak velikokrat sem dejal, ne s figo v žepu, ampak povsem pošteno, da vsi, ki so sodelovali z mano, so zelo pomemben kamenček v mozaiku vsakega naslova, ki smo ga priborili, tako Celju kot Velenju. Omenil si na začetku oddaje, da sedaj v prostem, ker imaš malo več prostega časa, greš v dvorane in si ogleduješ mlajše igralce. Zate velja nepisano pravilo, da si tisti, ki dokončno izdelajo iz mladih talentov odrasle može. Da jih naučiš tistih finez, da res postanejo odrasli moški rokometaši. V čem je skrivnost?
Ja, nekako si res želim, da igralca, otroka, mladeniča, ki ga dobimo v svoje roke z svojimi sodelavci, želim izoblikovati tako na športni poti, kot tudi na življenjski poti, kajti šport oziroma rokomet oziroma kolektivni šport je zelo dober kažipot za mladeniče, ki nekako postajajo odrasle osebe. To je veliko odgovornosti, to je delo v kolektivu in jaz res, bom rekel, dam veliko na to stvar, se pravi, da igralci naredijo svoje šole, da igralci napredujejo, kolikor se le da, da igralci razmišljajo pozitivno, da igralci se odprejo trenerju, ko imajo kakršnekoli težave, čeprav to je zelo, zelo težko, ampak mi je pri mnogo katerem uspelo in smo potem nekako prebrodili razne probleme. Vemo, da v najstniških letih je en kup problemov. Imam to sposobnost, da vidim na mimiki igralca oziroma njegovem obrazu, da nekaj ne štima, da nekaj ni v redu. Zelo rad imam odkrit pogovor, tu se največ reši. Želim biti maksimalno pošten do njih. Večina njih to zna spoštovati oziroma ceniti in večina njih je tudi uspela na svoji rokometni poti in to je naslednja stvar, ki se jo štejem v veliko čast in sem zelo ponosen, da vsi ti fantje, ki sem jih lahko tudi sam brusil in izdeloval, igrajo zelo pomembne vloge po Evropi, zelo dobro zastopajo barve slovenske reprezentance oziroma tudi nekaterih ostalih reprezentanc in z velikim ponosom jim velikokrat napišem kakšno sporočilo. Seveda, sedaj so že nekateri toliko stari, da imajo tudi že družine in pošiljam lepe želje ob njihovih naraščajih. In vse to so stvari, ki me bodo, dokler bom trener, vodile. To se je pokazalo več kot uspešno in tudi dobro. In zakaj menjati neke stvari, ki so dobre, in od tega ne bom odstopil. In ravno tu, mogoče v teh stvarih, se skriva delček Mira Požuna, delček vseh ostalih trenerjev. Teh kamenčkov točno tvojega tako. osebnega mozaika. In verjamem in vem, da tudi ti igralci, določeni njih bojo vsekakor trenerji, nekateri so že uspešni in verjamem, da so se marsikaj tudi naučili z delom, ki so ga preživeli z mano. In to upam, da bojo tudi prenašali seveda na mlajše rodove. Na mlajše rodove. Omenil si, da ko je problem, da se pogovoriš, da imaš rad iskrenost, si naklonjen psihološki pomoči, ali je to še vedno tabu tema? Ne, nikakor ne. Jaz sam v Celju in pa tudi v Velenju prej sem sodeloval z določenimi psihologi. Konkretno v Celju je bil gospod Matej Tušak. Jaz moram reči, da nikoli nisem prisiljeval nobenega igralca, da mora sodelovati s psihologom. Sem pa rekel, da morajo iti vsi skupaj na prvo terapijo oziroma kakorkoli bi lahko temu rekel. In potem se lahko vsak odloča po svoji vesti. In moram reči, da kar nekaj igralcev, ki so še dan danes aktivni in so zelo uspešni, so se posluževali v določenih trenutkih oziroma konstantno se obrnili na pomoč psihologa in jaz to popolnoma zastopim, kajti svet oziroma šport je šel tako daleč, da vse te malenkosti, ki so velike stvari, zelo pripomorejo do tega, da igralec lahko da še kak odstotek več v svoji igri, doprinese do boljšega rezultata. Si šel pa tudi na govorilne ure za svoje igralce. Ocene so morale biti takšne, kot se šika. Sicer je bilo kaj? Ja, res je. Zelo dobra komunikacija v Celju je bila. Jaz sem prve 3 mesece v Celju treniral tudi mladince, navezal stik z ravnatelji in pa z razredniki. Imel sem tedensko oziroma 14-dnevno poročilo strani učiteljev oziroma ravnateljev in vedel sem vse stvari. Verjemi mi, Dragana, da sem vedel več stvari kot njihovi starši, kar mogoče ni prav, ampak sem seveda tudi jaz sam opozarjal predvsem otroke in pa tudi njihove starše, kako in kaj. Ja, absolutno, da je bila situacija takšna, da smo konkretno tam, ko so bile, bom rekel, negativne ocene in pa izostanki, sem se z igralci konkretno pogovoril
jim dal določene roke, kdaj morajo imeti popravljene ocene oziroma morajo prihajati v šolo. In res, večina njih, ali pa skoraj vsi, so uspešno končali šole in uspešno naredili mature. Mogoče je še kakšen dan danes, ki ga še jaz pocukam za rokav, kako in kaj. Ampak načeloma in večinoma smo na takšen način reševali te zadeve. In to je bilo v rokometnem klubu Celje zelo dobro poskrbljeno. Takrat je prišlo tudi kar nekaj mladih igralcev iz celotne Slovenije, tudi malo širše, ki so živeli. Tu je, bom rekel, veliko vlogo odigral tudi Andi, se pravi gospod Anderluh, moj sodelavec, ne moj pomočnik, ker jaz nimam pomočnikov, jaz imam sodelavce. Tu so veliko vlogo odigrali tudi vsi ljudje v klubu, tudi takratni trener mlajših selekcij Bojan Cizej in pa Tomaž Cvirk, vsi so bedeli in pa skrbeli za igralce, ampak bom rekel, tisti policaj v navednicah je bil Stanko Anderluh, človek, ki nikakor v svojem življenju ni maral policajev, ampak rokometašem je pa bil policaj. Bil on tisti, bom rekel, trda roka, v pozitivnem smislu, seveda. Dobro igralcev. Seveda dobro igralcev. In tako da je bilo, bom rekel, kar se tega tiče, zelo lepo razdeljeno in razdeljene naloge. In tudi od teh igralcev je kar nekaj. Igra tudi v Barceloni in tako dalje. Tako je. Zato upravičeno lahko rečeš igralci, ampak tudi tvoji otroci. Tvoja hči ima veliko bratov. Če bi bilo to tako, bi bili verjetno določeni šejki, ki imajo, ali pa sultani, ki imajo 10 in več žen, kar malica za nas, koliko je teh otrok oziroma rokometnih bratov in sester, oziroma predvsem bratov od naše Neže. Tako. Solzami se razidete v Celju, pot te odnese v tujino. To je spet poseben izziv zate, ki si praktično do takrat vse življenje bil doma. Kako si se s tem spoprijel? Ja, res, po 5 letih, kot sem že prej dejal, vsaj zame zelo uspešnih in plodnih letih, ne samo po uspehih, tudi po marsikaterih stvareh, ki smo jih omenila, smo se s Celjem razšli. Dobesedno čez noč. To se ni pripravljalo nekaj časa? Ne, to je treba vzeti v zakup kot trener, se pravi, to je profesionalizem. Ljudje, ki vodijo klube, seveda imajo vso legitimno pravico, da se odločajo, kakor se odločajo. Tako smo se tudi razšli, v upanju, da se še srečamo, oziroma da ostanemo prijatelji. Mislim, da oziroma vem, da sem z vsemi temi ljudmi na ti in pa prijatelj, še dan danes. In res je, bil sem nekaj mesecev prost, potem pa so začeli klici malce pred novim letom iz rokometnega kluba Zagreb. Jaz bom rekel, da sem se kar nekaj časa utepal tega, ampak potem po vsakodnevnih klicih alfa in omega hrvaškega rokometa Zorana Gobca sem pristal na to. Zavedal sem se zopet, da grem v klub, ki je ravno tako kot Celje naredil vse v svoji zgodovini. Zagreb je bil 2-krat evropski prvak. V Zagrebu niso kar tako tujci trenerji. Hrvati izjemno dajo veliko na sebe, na svoje trenerje, na svoje znanje, na svojo stroko. In moram reči, da sem bil izjemno počaščen tako z klicem Celja, kot tudi potem Zagreba, da sem lahko njihov trener. Zopet ena velika obveza, kako se bo Janez pokazal v lepi njihovi. In moram reči, da smo zelo, zelo dobro Janez jim je dal metra naredili, osvojili državni naslov, osvojili pokal, igrali finale CH lige, bili za las prekratki proti Vardarju, ki je bil takrat evropski prvak. Prišli do letošnje sezone zadnjič iz skupine lige prvakov, potem Zagreb, se pravi, do letošnje sezone ni šel iz te skupine ven in naredili kar nekaj zelo lepih tekem, naredili nekaj
dobrih igralcev mladih, ki danes kažejo marsikaj v svetovnem merilu. Bilo je tudi kar nekaj Slovencev z mano, eden od njih je bil tudi Celjan Gregor Potočnik, Ja. ki se je ravno tako veselil z mano vseh teh uspehov. Tako da ena lepa izkušnja, težka izkušnja. Velikokrat rečem, da kdor je bil trener v Zagrebu, vse ostalo po Zagrebu je kamilica, v vseh pogledih. Trajalo 10 mesecev, naredili smo več, kot smo iskreno pričakovali. Ja. Poti so se razšle in kljub vsemu še dan danes veliko stikov z Zoranom Gobcem, ki je, kot sem že prej dejal, alfa in omega, ne samo hrvaškega, tudi malce širše rokometa, človek, ki se res do potankosti spozna v rokometno igro. Zelo lepo je z njim se pogovarjati, izmenjavati mnenja. Človek, ki me še dan danes velikokrat pokliče, vpraša za moje mnenje. In tako je pot me zopet pripeljala nazaj v Velenje, potem pa ekskurzija v Doho, v Katar. To je bila res ekskurzija. Ja, in to v času korone. Se pravi, nenormalni pogoji, Katarci, takšni kot so, vse mogoče aplikacije na telefonih, Bog ne daj, da si bil okužen oziroma si se gibal kjerkoli ven svoje hiše, okužen oziroma osumljen, da si okužen in da te je kdorkoli ustavil. Najprej si bil transportiran v zapor, potem pa deportiran v svojo državo. Res rigorozna pravila in zato si lahko vedel, da na ulici oziroma v dvorani ne boš staknil korone, kajti vsi so bili, vsaj po podatkih, čisti. Tudi takoj na samem aerodromu so nam vzeli brise, takoj pregledali 14 dni karantene in tako dalje. Dvakrat na teden smo odhajali na preizkuse, ali smo pozitivni, negativni. Zelo zanimivo v Dohi mi je bilo, da smo celo ligo igrali v isti dvorani, kjer so bile 3 dvorane, na isti dan se je odigralo celo kolo, kajti vsi klubi so iz Dohe. Zelo zanimivo je tudi gledati, bom rekel, tam vodilne klubov. Eno tekmo zmagaš, ne vem, bi te plačali suhim zlatom, potem drugo tekmo izgubiš, že imaš karto za domov. Jaz moram reči, da po 4 mesecih avanture, če se tako izrazim, v Katru sem imel dovolj in sem lepo prosil predsednika kluba, če lahko zapustim. Imel sem kar, bom rekel, pogajanja, 14 dni, ki so trajala. Kot zanimivost naj povem, da so se mi določeni igralci vozili na treninge s formulami. Potem lahko vemo, da ko sem prišel, je prihajalo na trening prve 3 dni 6 igralcev. Na koncu oziroma 2 meseca sem treniral potem 16-18 igralcem, kar je bil največji uspeh. Vsaj zame osebno v Katru, potem, bom rekel, temperaturne razlike v dvoranah in pa v vseh teh centrih. 18 stopinj, zunaj 50 stopinj in velika vlaga, se pravi res stvari, ki so bile zanimive. Ampak da bi se jih navadil. Ampak sem rekel, da bom to pustil verjetno za kakšne kasnejše čase, čeprav moram reči, da zdaj po odhodu iz Našic je kar nekaj direktorjev konkretno iz Katra se javilo, ampak sem jim rekel, da se lahko začnemo konkretne pogovarjati šele avgusta oziroma po počitnicah. Po počitnicah. Malce še pojdiva v Nekse. Urica se izteka in imam pa še 2-3 vprašanja zate, ki ti jih želim postaviti. Kako si potem v Nekse zgradil to pravljico, ki je ostala za tabo? Dejansko si tudi tam pustil velik pečat. Ja, res je, rokometni klub Nekse, zopet ena mala sredina. Počutil sem se nekako kot v svojem otroštvu v Šoštanju. Tudi Našice so morda malce večje. Poznam. Res, bom rekel, mesto, ki živi za rokomet. Vsi so poznali vse igralce, vse trenerje, vse sisteme. Res smo naredili eno lepo zgodbo. Uvrstili smo se na Final Four Evropske lige, kar je nepojemljivo. Z trdim delom, z dobrim delom, načrtnim delom, z razmišljanjem pozitivnim smo uspeli priti tako daleč, da so danes v Našicah igralci, kot so Manuel Štrle, kot so Marko Bezjak,
Dominik Ozmanović in tako naprej, Fahrudin Melić, Gal Marguč, ki jih verjetno, če ne bi bilo tako dobrega dela in tako dobrih uspehov, ne bi bilo. Zgodba, ki je imela zelo lep začetek in se je zelo lepo peljala 3 sezone oziroma 3 leta. Nažalost nismo morali, in to mi je edini žal, ki obstaja, priti preko Zagreba do kakšnega koli naslova. Tudi letošnjo sezono smo fantastično štartali, imeli 2 točke v rednem delu. Prepričan sem, da bi prišli tudi v letošnji sezoni na Final Four, za kar seveda ekipa še vedno ima možnosti in jim iz srca to privoščim. Tudi tam se je zgodba končala čez noč, zelo na hitro. Prekletstvo trenerskega posla, bi jaz temu rekla, moraš biti zelo močan v sebi, da te ne sesipa takšna zadeva. Absolutno, kar te ne ubija, te ojača. Jaz, kar se tega tiče, imam popredalčkano v svoji glavi. Največji šok vsekakor je bil moj prvi hvala v Velenju. To je bil največji šok in potem se človek navadi vsega hudega in mora vzeti vse to v zakup. Ena vrata se zaprejo, druga se odprejo. Sedaj sem zopet na trgu oziroma na dopustu. Mislim, da povsem zasluženem. Tudi sam moram reči, da mi paše in čakamo na nove ponudbe. Pa te bom direktno vprašala, če bi te povabili iz Celja, bi prišel nazaj? Dragana, to so vprašanja za $1 milijon. Zelo nefer bi bilo, malce fantazirajo. Zelo nefer bi bilo karkoli govoriti v tem trenutku. Celje ima svojega trenerja, Celje ima svojo vizijo, razmišljanje. Celje je pisalo oziroma piše skozi zgodovino zelo lepe strani rokometa. Pridajo tudi slabši dnevi, slabše tekme. Rokomet v Celju se je in se bo igral, ne glede na to, kakšen bo rezultat na koncu. Ni vedno vse v rezultatu, to velikokrat poudarijo, predvsem vodilni v klubih. Potem, nažalost, velikokrat ni tako, ampak pomembno je, tudi ko ne gre najboljše, tiste stvari popraviti, jih ne ponavljati, ustati, se dvigniti in iti po neki pravi začrtani poti. Na začetku oddaje pa sem že rekel, nobenih vrat nisem zapiral z nogo oziroma z ritjo in moja vrata so vedno odprta. Vsi vejo, vsi me poznajo, da zelo rad se pogovarjam oziroma sem vedno dosegljiv za razgovor, pogovor in moja vrata so vsem odprta. So vsem odprta. Kaj pa nasplošno praviš o tej situaciji? Delno si mi že odgovoril na to zadnje vprašanje, ki se dogaja v našem klubu. Dejansko se na vseh sferah življenja v Celju in v rokometnem svetu v tem času govori. Klub ne bo propadel, to je dejstvo. Ne more klub kar tako propasti. Ne bo pa več ob boku najmočnejšim. Ja, jaz bi rad v prvi vrsti dejal, da tisti, ki ni bil v Celju v kakršnikoli vlogi, se ne zaveda, kako velika je teža dresa rokometnega kluba Celje. In to ljudje, ki so šli v kakršnikoli vlogi kot igralci, kot funkcionarji, kot trenerji, skozi vejo. In veliko igralcev, verjetno, če bi Celje bilo vsaj približno tam, kot je bilo, Celje ne bi videlo. Ampak enostavno situacija je takšna, kakršna je v celotni državi, kar se športa tiče, da so vodilni v klubu primorani marsikaj požreti, ugrizniti v marsikatero kislo jabolko. Tako kot si dejala, ni bilo prvič, klub ne bo propadel, klub je nad vsemi. Že v preteklosti se je dogajalo, da Celje ni bilo po 3-4 leta prvak. Klub je ostal, potem nanizal 6 naslovov zapored. Verjamem v pozitivno zgodbo. Kar bi rad povedal, to sem nekako, moram povedati, samo Celje ima toliko znanja rokometa, ima toliko ljudi, ki imajo znanje ne samo kot trenerji, ampak tudi kot vodilni ljudje v klubu. Če nekaj od njih stopi skupaj,
najdejo skupni jezik, lahko naredijo eno fantastično zgodbo in jaz srčno upam, da se bojo ti ljudje, ki so že nekaj dali oziroma marsikaj temu klubu oziroma v takšni ali drugačni vlogi sestali v bližnji prihodnosti, staknili glave in naredili vse najboljše, da bo klub, kot je Celje Pivovarna Laško, zopet prišel na zavidljiv nivo oziroma se probal dvigniti na tiste višave, v katerih je že bil. Sloga hišo gradi. Od srca hvala, Branč. Želim ti veliko uspehov v nadaljni karieri, budno jo bom spremljala. Sem ena od tvojih oboževalk še iz časa Celja, resnično sem te vedno podpirala. Hvala tudi v osebnem imenu za vse, kar si dal v našem klubu in kar si nam zapustil v svojo, kot svojo zapuščino. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vidimo se spet prihodnji torek, ko prihaja zelo zanimiv gost. Ne bom izdala skrivnosti. Lahko noč.